Nika Kristina Butina, lepo zdrav v našem studiu. Žive. Prihajaš iz Epidemik, startupa, pa me najprej zanima, kdo ali kaj je sploh Epidemik? To sta dve različni vprašanji. Kdo smo zdaj? Hitro rastoča ekipa. V lanskem septembru smo mi trije co-founderji, se pravi Martin Šušterič, ki je pri nas lead developer oziroma CTO, Gašper Anderle, nekakšno COO funkcijo, ki zelo fluktuira, kakor vsi vemo v startupih, vodi pa jaz kot direktorica in smo lani septembra zaposlili prvo dodatno punco part-time, ki bo zdaj praznovala svoje 1 leto pri nas. Zdajle smo pa prejšnji teden dodali 18. osebo. Tako da to je super, ima sicer seveda svoje izzive, to, ki jih prinese s seboj, ampak kot kaj je Epidemik? Epidemik kot produkt je pa v bistvu rešitev na področju influencer marketinga. Mi se ukvarjamo z marketingom na družbenih omrežjih in general z vizijo, da pripeljemo več avtentičnosti nazaj v ta marketing. Namreč, ko smo raziskovali panogo, smo videli, da v bistvu je panoga drastično raste, brez nekih jasnih pravil, modus operandi, a ne. Se pravi, da malo na Wild West varianto. Mečemo denar noter pa upamo, da kaj ven pade. Sicer v zadnjem letu pa pol se je to že precej bolj razvilo, smo pa želeli biti eni od tistih, ki ugotovimo, kako ta zadeva deluje. Zato smo se tega lotili na tehnološki način, kar pomeni, da je Martin razvil algoritem, ki uporablja umetno inteligenco, natančneje natural language processing pa image recognition, zato da klasificiramo uporabnike na družbenih omrežjih in jih grupiramo v skupine, v ciljnih skupinah naših strank. Zdaj, če mogoče malo bolj konkretno povem, kaj je ponavadi lažje razumeti, gre za to, da naš algoritem, ime mu je Anton, zato se lažje pogovarjamo o njem. Anton interpretira fotke, se pravi, vidi, da je na fotki, ne vem, pes, superga, gore, veliko narave, te bo označil kot outdoorsy dog lover. Posledično pri nas, seveda pač upoštevajoč tvoje numerične lastnosti profila, padeš v neko skupino, ciljno skupino za dane brande, ki se ukvarjajo z prigrizki za pohodnike, z recimo vsemi zadevami, z, ne vem, naglavnimi lučkami, vsemi zadevami, ki spadajo v tisti tržni segment. Zato, da mi lahko v bistvu zagotovimo, da tisti ljudje, ki imajo resnično sledilstvo v ciljni skupini znamke, so res strastni za to, kar bodo promovirali. In ker so oni res strastni, spromovirajo boljše iz srca. Mi ne rabimo pisati scenarijev, ne rabimo nekako jim forsirati svojega pogleda, oni pa zašpilajo na struno svoje ciljne skupine, ker jih itak poznajo, ker so si zato zbuildali ta followership. In zaradi tega verjetno je tudi pač oglaševanje temu primerno uspešno, ne? Tako, ja, mislim, zdaj oglaševanje je pri nas, sploh zadnje mesece se ogromno ukvarjamo s tem, da ugotovimo, kaj deluje za kateri cilj, a ne. Primaren cilj influencer marketinga je brand awareness, običajno. Brand awareness, neki social proof, product positioning. V zadnjem času dobivamo tudi vse več requestov po konverziji. Konverzijo je treba tretirati drugače, na način, da si ne uničiš kredibilnosti, ki jo prej gradiš s social proofom, a ne. Se pravi, dam primer, na primer, da bi ti imaš neki svoj followership, neke svoje relativno bližnje, predvidi, ne vem, koliko imaš followerjev. Ne vem, mogoče friendov imam jaz nekih 400. No, evo, a ne. In to je dejansko ful, ke tebe pozna. Ke pozna Alešo in ji zaupa, a ne. In recimo, če ti zdaj rečeš: kaj pa to, ke sem pa res našla, ne vem, najboljšega modela za, ne vem, ali okej, res najboljše čevlje za hoditi v hribe." Ne, in pač pošeraš, ker si rečeš: "Jaz to res moram z vami šerati." To nekako deluje kot neki social proof. Če ti na to pripneš promo kodo
vsi vemo, kaj se zgodi. Kredibilnost drastično pade, mogoče bo kakšna konverzija več, zato ker tisti, ki je dejansko mislil kupiti, bo zdaj izkoristil ta popust. Ampak mi gremo pa na long term. To so maratoni, ne šprinti, in mi buildamo kredibilnost našega komunitija, ne želimo ga zbijati. Tako da na ta način se zdaj malo igramo s tem. Super. Zanimiv posel. Kako pa pridete v bistvu do influencerjev? Mislim, so pripravljeni sodelovati? Kako pridemo do influencerjev, to je v bistvu spet Anton. Mi smo razmišljali na začetku, da da mi lahko povabimo ljudi k sodelovanju, jih moramo imeti v nekem komunitiju. Ko ustvarjaš community, je pač tista prva ideja, da bom jaz zdaj pušnil vam fulejnih Facebook pa IG adsov, join our community, make money of your passion, in potem dobiš v bistvu influencerje, ki si želijo v tej smeri uspeti. Kar je nas motilo, je to, da ni v skladu z našimi vrednotami pa ambicijami za to firmo, ker z vizijo prinesti več avtentičnosti v marketing, na družbenih omrežjih, zelo težko potem oglašuješ, da prodaj svoj profil, pa se nam joini. Zato smo morali najti način, kako jih vleči noter, brez da komuniciramo take zadeve, ker to po defaultu se bojo joinali tisti, ki že tako niso najverjetneje najbolj kredibilni, ker vas že iščejo načine, kako monetizirati svoj profil. Zato se je Anton naučil eno stvar, ki se ji reče discovery. In to v bistvu pomeni, da on identificira te profile, preden se oni nam joinajo. Glede na javne podatke, mi lahko zaznamo celotno grupo ljudi v eni ciljni skupini, glede na geografsko lokacijo. To je tudi razlog, da smo se tukaj razširili. In potem jih povabimo k sodelovanju. In ko jih mi povabimo k sodelovanju, če so oni za, mi rečemo, da še joini se community, zaradi tega, da ti lahko, GDPR, da ti lahko sledimo, pa da boš naprej še povabljena na te stvari. Ampak v bistvu lahko identificiramo in nagovarjamo ljudi izven našega communityja, kar je naš najverjetneje največji growth engine, pa competitive advantage. Super. Pa če se vrnemo bolj mogoče tudi k tebi, kje pa si oziroma kdaj si pa začutila, da bi želela postati podjetnica? Razmišljala sem o tem že danes. Nisem začutila, da bi želela to postati. Jaz mislim, da je za mene bil to neke vrste default. Jaz sem se bolj spraševala na eni točki vmes, ali bi šla jaz malo eno firmo delati, da malo ščiliram. Ko sem bila v bistvu že v osnovni šoli, sem en tak easy community project naredila. V osnovni šoli že? Ja. Konec osnovke, začetek srednje, ker v bistvu je bila fora v tem, da živim v kraju, kjer je zelo... Prihajam iz kraja, kjer je zelo veliko starih ljudi. In moja babi, na primer, je bila ena od njih in sem jaz norela vsakič, ko je pač ona kidala sneg. Sem rekla, tukaj si, starejša si, ne kidi snega, ker enkrat boš pač zadnjo lopato vrgla, ker te bo v hrbtu pa neki. Obenem sem pa izvedela, da imamo mi milijon mladcev, ki tam pač posedamo vsak dan na igrišču, toliko pa toliko časa. Vsi smo bili broke skozi, logično, ker si v tistih letih. Pa nimaš unga fulfillmenta, ker se še ne najdeš, pa ne veš, kaj bi delal. In pa smo začeli z mojo babi, pa še s parimi, pa se je pa kar malo razraslo to, da sem pa, če sem letake okoli razstavljala, da je, če kdo rabi pomoč, ali je to košenje trave, je to kidanje snega, pofarbati ograjo, neki, pač bi vam mi pač pomagali in smo se zmenili, da jim ne zaračunavamo, ampak pa že, če nam kaj dajo kul, kar je itak tudi finančno sem boljše, na koncu. Pa 200 evrov ti je tudi stisnila, Ampak ja, pa je šlo pa to, najboljši del je bil pa to, da pa je šlo pa to kar v... Pa so pa prišle sporočila kosil, pa so še klepetali, pa se mi zdaj res tako malo ratali kar enega communityja. Je bilo bolj mogoče socialno podjetništvo, ne čist take vrste, kot se grem zdaj. Ampak tam se je po mojem na en način začelo to, da me veselijo projekti, kako ljudi zaangažirati, kako najti mogoče ene meče. Kako si pa tudi našla ta dva co-founderja? Tako nekaj zelo romantično, kar zelo ciljno usmerjeno je bilo. V bistvu, jaz sem
v letu, preden se je epidemik začel, sem se vpisala, bi morala v resnici postati asistentka za podjetništvo, tukaj na EFI-ju. In sem se vpisala v doktorat v design thinkingu, Human Centered Innovation. In smo v bistvu že celo poletje delali delavnice in to s profesorico, ki bi bila moja mentorica in tako. In pa, ko sem bila sprejeta, smo mi začeli razmišljati, kako bi moj doktorat potekal. Na kar je njen mož, ki je tudi podjetnik, me spoznal z Gašperjem, ki je moj zdajšnji co-founder, prvi v bistvu, ki sva skupaj začela. In to čisto na način, a si ziher, da bi šla v akademiko, a ne? Tlele je eni fantje, ki razmišljajo o tem, da bi delali v enem fieldu, kakor mi je Gašper ful simpatično povedal, ja, mi smo gledali influencer marketing, pač zato, ko so bile hude babe, a ne? Ampak nevertheless, on je podatkovni analitik, je zanaliziral panogo in sva v bistvu ful hitro pol našla match, po mojem drugič, ko sva videla, da imava toliko komplementarne skillse, da bi bilo res noro ne začeti nečisto skupaj. Tako da nisem nikoli dejansko začela s tem doktoratom. Kar leto ven. Še boljši. Tako. A pa ste pol, tako kot praviš, naredila tudi raziskave trga, ste kar, mislim, koliko časa bo od same te vajine ideje do produkta? Ali pa do prodaje? Ja, ne, v bistvu je bila prodaja pred produktom. Tako nekako, v bistvu jaz še, mislim, Martina nisem vključila, ne, ko sva midva začela z Gašperjem sama, sva vse delala v Google Sheetsih. Gašper je pač zvezal Google Sheets skupaj, ker on to obvlada, tako da nisva rabila softvera, ampak da sva lahko še vsem vodila neko evidenco, a ne. Zdaj je bila taka, da sva vedela, da ne zanima influencer marketing, panoga, ki se napihuje, pa ker se zakonitosti še niso vzpostavile, tam ponavadi se skrivajo dobre priložnosti, a ne. Nisva pa vedela točno, kako bi se vklopila noter. Pa se je v bistvu, jaz sem enormna fanica lean marketinga, lean managementa, lean startupa, kakorkoli. In združujoč lean startup metodologijo pa design thinking, sem v resnici moje prve prodaje so bili v bistvu intervjuji. Da želela sem ugotoviti, zakaj rasti platform ne dosegajo niti približno stopnje rasti trga na tem področju. A to pomeni, da ne odgovarjajo na potrebo in če, zakaj? In v bistvu, kar sem ugotovila, je bilo ful zanimivo, zelo usklajeno mnenje digital marketingašev. A si se kdaj pogovarjala s kom, ki dela v tem pač cele dneve? Naša zadnja leta so izgledala tako, a ne. Gledali smo digital, kar je pomenil Facebook pa Google Adsi at most, a ne. Zdaj se nam pa pač na polletni ravni dodajajo platforme, dodajajo stvari, ki jih moramo znati. Overwhelmed smo, a ne, čist. In zadnja stvar, ki jo hočemo, je, da nam pač en da še eno stvar, ki se jo moramo naučiti uporabljati, a ne. In sem si rekla, se to pa res, ker pač v bistvu potem self-service platforma predvideva, da človek na drugi strani ima skillset pa čas, da se s tem ukvarja. Če čezarkoli od tega dvojega nima, zadovoljstvo ne bo veliko, ker pač kampanja ali ne bo uspešna ali pa bo on človek zraven trpel, pa je tako, ki ti na koncu pove, a si kul ali nisi, a ne. In smo se takrat, sva pol z Gašperjem začeli razmišljati, da okej, tehnologijo bova pač rabila, sigurno na eni točki, ampak mogoče bi bila pa, bi bilo treba še vseeno, da naredimo en hibrid z ekipo specialistov, ki zadevo odpeljejo od začetka do konca, a ne. In potem nismo pa še vedela, s kakšnimi influencerji so igrala v resnici. Pa se je pa zgodilo čisto slučajno, da smo delali nekaj z eno slovensko firmo, ki niso ali imeli ali želeli dati budžeta kakorkoli influencerjem, a ne. Ko ni budžeta za influencerje, mislim, this is how it works, a ne, you give them money in pol oni objavljajo. In so oni rekli, ja, ampak nimamo, damo pa karte za festival Tehno. In sem si rekla, šta ne, pač festival Tehno, moraš zelo dobro vedeti, koga nagovarjaš, ker pač, ne vem,
pač jaz ti mu rečem olive theory, a ne, either you love it or you hate it. Ljudje niso indiferentni do teh, ne. Moramo najti tu nekega res hajpajo, zato ker vsi ostali bojo trpeli in ne bojo mogli dobrega marketinga narediti. Po drugi strani, glede na to, da nismo imeli denarja za plačilo, so pa vedela, da ne morava ciljati na te 20-30K plus, ne. In tako je prišlo do prve kampanje z nanoinfluencerji, ki nismo tako rekli, ker nismo vedeli, da obstaja ta pojem, ko smo vključili v bistvu mlade luštne punce, najbolj popularne v svojih družbah, ampak ne v resnici influencerke, a ne. Samo punce, ki so na nek način pač ven sekale svojo energijo, pa pač tudi z numeričnimi dejavniki, število sledilcev, pa tako, ko moraš vedeti, da en reach bo pa imel svoj marketing. In sva Gašper je zanaliziral potem to kampanjo in so videli, da so neprimerljivi rezultati vsem drugim. S tem, da dejanskega inputa keša iz naše strani ni bilo, ne, kar je bilo pa mind-blowing. In pol smo rekli, ok, se pravi, pač kaj je to bilo, pač res thorough targeting, pa večje število manjših influencerjev. Za to vrsto cilja kampanje, spet, a ne govorimo. In takrat so pa ugotovila, da takrat se je pa začelo iskanje Martina, samo da še nisva takrat vedela, ker sta rekla, ok, mislim, če bomo mogli targetirati, technology mora biti impeccable, a ne, in tudi rabimo nek software za organizacijo, ker ko se ti pogovarjaš z 2 ali pa z 20 ali pa 30, je ogromna razlika v vodenju komunikacije, no, tako, da obdržiš neko organizacijo čez vse skupaj. Če pa koliko ste zdaj vi stari sploh tole? 2,5, zelo lahko si je za... Mislila sem vi kot Emšo. Martin je najstarejši, je 93-letnik, jutri ima rojstni dan. Jaz sem bila konec maja 27, 94, Gašper je pa 97. Kot njega smo pa čist... On je pa res mlad. Ja, res. Ja, tako. Kaj pa so ostala ekipa? Kako ste pa pol zdaj nabirali ostalo ekipo? Mislim, pa tudi to, verjetno je noro to, da se pravi, najstarejša vaša pridružena članica 1 leto praznuje pri vam. Yes. Zdaj si pa rekla, da jih imate pa že 18. Ja, full time. Pa na trgih imamo pa še te, ki so v bistvu project-based, a ne, kadar imamo tam kakšno kampanjo. Kako jih nabiramo $1 million question? Res, pač, kako jih ne? Nanoinfluencerji. Ja, no, tako, to sicer smo poskusili, ampak zaenkrat še nismo nekako, bi rekla, zares poželi kakšnih velikih uspehov tukaj. Se pa tudi nismo iskreno toliko zelo spet s tem ukvarjali, ker ves čas iščemo malo bolj usmerjene. Mislim, zelo težko tam na drugih portalih pa to pač lažje poveš, kaj se iščeš, no, kot tako. Kaj pa ti sploh v bistvu, mislim, vi, kaj pričakujete od novega sodelavca, ko pride k vam? Predvsem najbolj pomembno je v resnici, da mindset, odzivnost, to, da se zna obrniti. Nam izkušnje ne pridejo toliko prav, zaradi tega, ker nima sigurno izkušenj v tem, kar mi delamo. Mislim, največ izkušenj v Instagram komunikaciji imajo naše punce, ki so med 20 pa 24 let stare, a ne, ker itak, več, one v resnici to čutijo, njim ni treba razlagati, da moraš dati emoji na koncu. Ja, pač to njihov, več tam iz drugega konca prestopijo, a ne. Mogoče, prosim, sem te prekinila, še to, mene je bilo prej, preden sem se začela pogovarjati, to res zanimivo. Ja, seveda, vi, tako rekla, ste vseeno toliko mlajša generacija od recimo mene. Je pa ja, na drugi strani treba potem prepričati ali pa izobraziti tudi te v podjetjih, se pravi, kaj so te nanoinfluencer, pa sploh kako razumeti to generacijo nanoinfluencerjev, jih potem tudi njih izobrazite, pa mogoče kako je, ko pridete na sestanek, neko pač večje podjetje, pa ste mladi, a vas spomnite, čuden gledajo, pozitivno sprejmejo, kakšni so pa te feedbacki? Začetek je bil zaradi tega sigurno težji. Zato, ker razbuildati si reputation kot mlajša oseba z unknown brand nameom pa poslom, ki ga niti malo ne razumejo ponavadi, je easy mission impossible, ampak
po nekaj referencah, zdaj jaz mislim, da nam hodi v prid to, da smo mladi, ker vsaj vejo, da res razumemo, kaj delamo. Zelo težko bilo kontra. Zdaj, naš najstarejši član je 30 let star, a ne? In on je pri nas, on je nas, ja, res, on je pri nas senior. Ja, mislim, pa ne tako, ne, se isti je, kot mi, ampak ga pač hecamo, tako da je the grown up. Iz tega vidika, drugače pa, kar se tiče izobraževanja, je pa tako, a ne, smo se, zelo je double-edged sword, ker če začneš izobraževati ljudi, ki jim je jasno, jih podcenjuješ. Če pa velikokrat pa ljudje ne skomunicirajo direktno, da jim ni jasno, in potem pa tvegaš, da ti vse skupaj v vodo pade, ker jim razlagaš metrike, ki jih ne razumejo. Tako da imamo mi zdaj v bistvu dve verziji prezentacije. Eno, ki ima intro v panogo, pa eno, ki ga nima, in potem to prilagajamo glede na že establishano prisotnost podjetja na kanalih, a ne. Pa a to dela oni, a to dela agencija, na kakšen način pa obenem pozicija, a ne. Jaz sem naredila tukaj od začetka, sem delala ful napako, ker sem komunicirala iz svojega zornega kota. Se pravi, primerjava inputa in outputa, kot da so vsi na drugi strani podjetniki. Treba razumeti pa, da so ljudje na drugi strani v službi na določeni poziciji. Kar je pričakovano od njih, doskrat ni revenue, v resnici, a ne, ampak je treba njim olajšati življenje, pa pomaga, da bojo oni svoj job naredili, ne gledati na firmo, kot da je to nek one man band, ki se trudi pač za čim manj več prodati. Včasih je image building, včasih je, ne vem, kreiranje nekega content huba, ki služi širši strategiji, a ne. In če mislimo, da razumemo stranko, pa je ne, je to lahko problem. Se pravi, se k tem intervjujem dobesedno skoraj z vsako stranko vračaš, da sploh ugotoviš, kdo je na drugi strani, kaj mu ponuditi, pristopiti. Mi imamo sicer zdaj to, kar Epidemic ima del svoje storitve, ki je somewhat agencijski. Ta agencijski del nas malenkost, ne bom rekla skrbi, ampak nam predstavlja določen izziv v skalabilnosti. In zaradi tega zdaj mi procese, ki smo ugotovili, da smo jih že pač par stokrat ponovili na popolnoma enak način, jih standardiziramo do mere, da jih lahko čim bolj avtomatiziramo. Se pravi, ena od teh zadev je to, kar se zdaj izpostavlja, pridobivanje informacij od stranke. Jaz sem pač ugotovila na eni točki, da bi lahko imela diktafon, kar bi mi pomagali, da bi imela pol glas mogoče, da bi lahko imela diktafon, pa bi vsakmu sproti predvajala ista vprašanja. In ko sem ugotovila, da so ista vprašanja, sem rekla, si smotana, da jih v Google Form oziroma pač nekaj, a ne, in pač pošlješ. Da boš videla v bistvu neko linijo odgovorov, ne? Tako. Skupno točko. Ja, pa strankama, time efficiency, ne. Strankama pač jaz pošljem, stranka ima možnost razmisliti o tem in v bistvu mi, ko dobimo nazaj, je to že zapisano. Sicer jih jaz sprašujem, oni morajo še malo s kolegi preveriti, pa me mogoče pokličejo nazaj, kakorkoli, jaz se moram sproti vse to zapisovati. Seveda, ja, optimizira se tudi svoje, da seveda procese delajo. Recimo, in to je mogoče en tak bil začetek, ki ga pa zdaj zelo peljemo na višji in višji nivo na način, da pač se trudimo, da tisto, kjer nam neposredno, kjer nam human interaction ne prinaša neposrednega valuea, pušamo v development, da Anton širi svojo marelo tega, kako skrbi za nas, mi imamo pa dejansko opravka s stvarmi, kjer pa rabimo biti ljudje. Ker na strani stranke mogoče rabimo razumeti ono osebo na drugi strani malo globje, kot je to nekaj, kar ti lahko v formu da, a ne, ampak malo mogoče začutiti, ali pa na drugi strani spet, kjer pride do kreative pri influencerjih, kjer pride do kreative koncepta teh zadev, ki jih pa AI ne znaše, vsaj naš ne. Ja, no. Hvala Bogu, da temu starejši ljudje lahko naredijo. Kako ste pa sploh začeli, ne vem, od kje vam pa denar, da ste sploh postavili to, zdaj že veliko podjetje? Tukaj se na Lean Startup nazaj vračam. Mi smo imeli 120 sva s Gašperjem vložila v resnici v to, ker sva pač bootstrapala čisto vse, kar je bilo možno. Najprej je bila zadeva taka, da pač recimo midva sva šele
Mi da sta šele, ko smo že dubl, ko smo že, ja, ne vem, ko je bilo, 7 mesecev po začetku sva prvi office rentala, ki je bil, ne vem, no, pač to, da sva dva malo minut sedela, zato, da sva pač imela en plac za umakance. Prej smo, zato, ker sem bila asistentka, uradno, je bilo moje ime med unimi, ki lahko ključke dobijo od Frej predavalnic. In sva pač hodila na EF, in pač vprašala, kje so Frej, in sva še imela dobro, ker smo se lahko igrala z unimi velikimi tablami, pa to, da sva delala. Sklajila. Ja, tako. Nisva pa zares pač imela enih resursov. Zamenjala sva se vsak posebej, Gašper je en od razlogov, zakaj je bil on meni pač amazing od začetka. Ja, on je pač se postavil na noge, ker je prišel sem kot študent živeti, s tem, da se je pač naučil data analyticsa v Googlovem ekosistemu, a ne. In on je po freelancu za tistih par 100 evrov, ki jih je porabil, jaz sem pa tudi na tak način delala še do pol leta nazaj, v eni firmi, kjer sem pač enako pač jim postavljala par stvari, ne vem, obračunov, analitike, tako da sva lahko preživela. Da sta nafutrala otroka. To Da je. izrasla, Ja. ste zdaj pač konkretna firma. Ja, potem pa v bistvu je bilo tako, a ne, če ne prodaš, se nisi nič naučil. To je meni tako, če jaz grem se s stranko pogovarjati, pa mi ona pove, kaj bi ona rada imela, ja, ok, si pripravljen dati denar za to, a ne. Mislim, ker če nisi, pol ne vem, mislim, potem je zelo težko, to je imam test, a ne, pač moraš preveriti, a je tvoja rešitev dejansko vredna denarja. In če ga je, pač od začetka smo delali na roke, sva orang švicale, ampak sva pač dobila prve najine kampanje, so bile plačane, a ne, manj, kakor zdaj, ker pač se organizacijski stroški pojavijo, ampak sva takoj začela z tem ful smešen, en pogovor, random, jaz sem klicala okoli pač po agencijah in sem jih spraševala, a rabijo karkoli od knowledge, sem tako, da bi not prišla. In sem se pogovarjala z eno punco in je rekla, mi lih zdajle za eno banko iščemo naturščke. Kaj so pa naturščki, a ne? Ja, te, veš, ta mali influencerji, ki malo ven sikajo, ampak niso pa še, mi tudi ne vemo, kako bi jim rekli, ja. Mi pa smo ugotovili, da v resnici čisto drugim izrazom opisujemo isto stvar. In to je bila naša prva kampanja z naturščki. Ja, in je bila, ne vem, dobra 2 jurja vredna in ko sva to dobila, so itak kralja sveta. Imela pogromen cash. Pol sva pa 400 evrov dala v development spletne strani. Aha. Ja, tako, Super. ja, na tak način. Kaj pa pol, se pravi, danes ste pa že, bom rekla, ste pa toliko zrasli, ste pa že kle, da nahranite usta 18 plus verjetno. Ja. Ste tudi mogoče že kakšno investicijo dobili, ste se prijavili na kakšne podpore, ki jih država nudi, ali ste šli po svoje? Ja, mislim, mi smo potem, ko je v bistvu, ko je Martin se nam pridružil, in začel zadevo avtomatizirati, pač postavljati, Antona, smo začeli dobivati manevrski prostor za hitrejšo rast in pa je obseg dela se pač povečal tako, da smo ljudi na veliko vlekli noter, a ne. Valjda top iz vidika tega, da pač se povečuje obseg dela in vse to, ampak je pa s tem prišlo ravno to, ta skrb, a ne, ja, na tej točki imam kampanje, da ti lahko damo, pač mene pa skozi stresali za naslednji mesec, pač dokler nismo imeli vsaj isto pokrito, a ne, veš, da moraš dati naprej. Smo šli iskat investicijo, itak, ker če ne drugega je to mislim, jaz mislim tako, no, če lahko sam financiraš svojo rast, ne rasteš dosti hitro. In vsaj v naši panogi ne. Mi imamo time window, ki je vrhunski in se surfamo trenutno na valu trenda, ampak če bomo prepočasni, ga bomo pa izgubili, ne, in tega smo se zavedali od čistega začetka. In smo januarja letos, smo dvignili seed investment 400,000 evrov, kar je, mislim, da je en večjih, no, vsi veš, ko si v ekosistemu, mislim, da je en večjih seedov v Sloveniji. Ja, smo res, to je bil moj daleč najljubši del cele poti, ta fundraising. Smo se veliko ping-pongali s tujimi VC, s nekaterimi našimi, samo pri nas je težko take cifre dobiti. In pa smo se v zadnjem momentu iz enega največjih evropskih VC-jev odločili vseeno za slovenske angele, kar je bila
najverjetneje najboljša odločitev do zdaj, ker so hands-on completely. Poleg naše mlade ekipe imamo enega od investitorjev, 3 gospode imamo, a ne, ki smo tudi v skupnih pisarnah sicer, in en je pri nas v ofisu. In on je prej 15 let vodil eno res veliko slovensko firmo in on je nadmentor. Tako. Super. Ja. Mislim, 400.000 je super, ampak to je pa tudi zelo veliko ta know-how, da ti da sploh verjetno, kar se tiče vodenja ljudi. Ne? Mislim, absolutno. Jaz zdaj, recimo, mi bi dobili malenkost boljšo evaluacijo lahko z VC, a ne? Ni šanse, ker bi jaz že toliko več denarja zmetala v brezvezne stvari, če ne bi bilo njega, da pač je nekdo, ki ima svojo kilometrino in ki zna voditi ljudi. In ima en neverjeten skill, da ti ne govori stvari, ampak te sprašuje vprašanja, da si jih sam govoriš. Pač prav, ko hočeš nekaj izvedeti, te bo vprašal ta prave stvari, zato da na koncu sam do tega prideš. In mislim, da vsak startup bi si lahko želi nekoga, da nam odnese. On pač pusti, da se mi fokusiramo na growth, pa nam pa pomaga z legalom, z accounting zadevami, stvarmi, ki te zelo hitro presidrajo, a ne. Prej sem se to sama delala, pač mi je pol cajta vzelo na koncu. Ni pa toliko value adding activity. Kaj ti je bilo pa najtežje na tej poti? Do zdaj. Bom razmislila, ima nekaj konkurence, no. Ne, tako, a to misliš od začetka tega, da se sploh v podjetništvo usmerjaš, ali Mogoče glede na to, da nagovarjamo mlade, to, kar si sama rekla, da si razmišljala pač vmes vseeno, da bi šla v neko podjetje, pa da bom rekla, ne da se malo odpočiješ, ampak da si zaziher, da boš dobila vsakega 15. plačo. Ne vem, ti je bilo to neprespane noči, pač ne vem, kaj ti je povzročalo, morda res na začetku, ko sta bila z Gašperjem še pač učilenci, ki sta fajtala, kaj bilo tisto mogoče, ki te je tudi gnalo naprej, da si pa ipak vztrajala v tem. Ta mit, da pač podjetniki dropoutajo iz faksa in tako naprej, pač pri meni absolutno nikakor ne drži, ker sem bila ekstremna piflarka. In faks je bil meni zakon in skoraj vse, kar smo delali, mi je bilo res kul. In posledično sem se pač dosti učila in imela ful dobre ocene. In life do konca faksa je toliko straightforward, ker jaz mislim, da se marsikdo pač ne zaveda, dokler je v procesu, da se lahko rata težko, ampak vsaj veš, kaj moraš narediti, da rata. To se pa pri podjetništvu popolnoma neha. Jaz sem bila pač navajena, da pač, ker sem skoraj vedno dala vse od sebe, sem imela tudi pozitivne feedbacke, pa redko kdaj kakšno grajo. Ko greš pa v podjetništvo, pa mislim, da tudi v firmah je tako, da pač, če vidijo tvoji šefi, da pač se trudiš, pa tako te v bistvu gledijo, a ne. V podjetništvu ni tako. Lahko delaš pač vse prav, kakor si sam razlagaš, da je prav, in dobiš ogromno zavrnitev. In za mene je bilo to prvič v lifeu, da sem Bila zavrnjena, kaj? Mislim pa ne, sej se zdi tako, slišim, ampak da imaš negativen feedback na karkoli že počneš. Da se za nekaj res trudiš, imaš pa negativ feedback. V resnici, prej je to ful straightforward. Pri podjetništvu je pa tako, nihče ti ne zna povedati, v katero smer moraš iti. Lahko ti svetujejo, pa dajo načine, kako frameworke odločitev. Na koncu, ampak odločitev je vseeno tvoja. Pa tudi, če vse prav narediš, veliko firm je naredilo vrhunske produkte, pa so imeli malenkost napačen timing, to je faktor sreče, je tle nedvomno prisoten, Tako bom rekla, ta uncertainty tega, če vse naredim prav, se mogoče vse zgodilo tako, kot si predstavljam. In zame je bil to največji preskok, Kaj pa nasvet mladim? Da, tudi tako za na konec, kaj bi rekla, pejte rajši v podjetje, pa delite, pa ste malo frej, ali vsekakor bi, če bi šla še enkrat po tej poti, šla še enkrat po tej poti? Absolutno bi šla še enkrat po tej poti. Sploh ni, mislim, jaz tudi tako, vsi so tako, pa to pa moraš cele dneve delati.
Ja, ne, ni to resno, drugače ni to res. Nihče ne more, mogoče kdo, jaz ne morem delati več kot 10 ur na dan zbrano. Sigurno ne. In ne delam več kot 10 ur na dan. Jaz sem si za novo leto dala za obljube, kolikrat na teden pač sem lahko dlje kot 9 ur v službi, to je 2-krat, se jih probam pač držati, a ne, ampak hočem reči, jaz ne delam toliko več, kakor moji frendi ali pa sošolci, ki so v res dobrih firmah. Kot ambitious young professional veliko delaš. Na eni strani ali pa na drugi. Če je to tvoja narava, pač ja, itak da kdaj, ki naredim v soboto, ampak pora, da imam najboljšo službo na svetu in res ni bed, a ne. Edina zadeva, ki bi jo pa svetovala vsakmu in bi jo tudi jaz naredila, če bi šla še enkrat. Če misliš voditi enkrat, je fino iti za kakšen let. Jaz pač sem se vmes tudi prijavila na par služb pred epidemikom, pa sem vedela, da bom šla nazaj v podjetništvo, eventually, ampak sem si želela videti, kako vrhunske organizacije delajo. V tujino, da bi šla študirati, kako se delati. Ja, recimo v tujino ali pa klele, na primer, kakšna Celtra, Ja. kjer res vem, da poznam koga, ki tam dela, vem, da imajo vrhunske procese in bi znala zdaj iz nekaj črpati. To bolj prenesi v svojo firmo. Jaz sem pač berem knjige, imam hvala bogu pač par mentorjev, ki mi pomagajo, par zaposlenih, ki sem jih vzela iz podjetij, ki so že delali dobre procese in probam iz tega sestavljati nek svoj knowledge set procesov. Ampak pa za vsakega, ki pa misli voditi ekipo, je pa fino, da si predstavljaš, kako izgleda, če deluje. Jaz si ne, v resnici. In tukaj zato bi apelirala na mlade, da mogoče za kakšen let ali pa 2, če greš nekam, kjer stvari delujejo, je čisto pa, ne. Ni, Imaš super sliko predstavo, kako je, če je super, ne. Tako. Kaj pa za nadaljnji razvoj? Kakšne so pa ideje, kam greste? Nekaj si omenjala, da ste tudi v tujini že prisotni. Ja, epidemik je trenutno prisoten, govorim, imamo aktivne kampanje, a ne, to ne pomeni, da imamo kar tam office, tako, vsi smo še klele, ampak imamo, prisotni smo na 20 trgih, na 3 kontinentih, mislim 20 držav, 3 kontinenti, se pravi ZDA, Kanada, Avstralija, pa ostalo je pa vse v Evropi. Najmočnejši smo regijsko, delamo pa dosti tudi Nemčijo, Italijo, Avstrijo, Skandinavijo zadnje čase z eko-zelenimi produkti, ki so tam pač perfect fit community. V glavnem in sorodne, te v bistvu naše države okoli največ. Bom rekla, za naš plan za razvoj zdaj je tako, itak, da si želimo ves čas pač pumpati pa rast. Jaz zaenkrat novih trgov nimamo plana priključevati, ker imam neko osebno logiko, da thriving is sometimes better than growing. Ne želim, da smo vsi ves čas napeti ke strune pa pod stresom, ker to se dogaja, če rasteš čez svoj tempo. Bi si želela, da mogoče development trenutno pri nas ful napreduje. In napredek developmenta pomeni napredek v naših procesih, kar pomeni, da mi brez dodajanja kadra povečamo svoj capacity. In to je trenutno tisti nek cilj, ki ga imamo, je pač zmanjšan čas na collab, na primer, tovrstne metrike bolj kot 5 novih trgov, pa toliko, ne vem, mislim, revenue goals imamo, no, ampak ja. Super. Hvala, ne vem, imaš mogoče še zaključno misel, zakaj je biti top podjetnik, benefiti, se pravi, greš lahko na kavo, si sama svoj šef. Ja, pa sploh, ja, no, itak, to vsak reče urnik. Mislim, urnik je pač top, ker si ga lahko razporejaš, a ne. Samo ni najboljša stvar. Najboljša stvar je to, da pač ljudje smo povprečje 5 ljudi, s katerimi se največ družimo. In če si podjetnik, lahko sam zbiraš svoj tim, tvoji co-founderji so ponavadi pač hudi ljudje, ker so zato tvoji co-founderji. Ostali, ki si jih potegnem noter, so drzni, so ljudje, ki so se odločili delati v startupih, investitorji ali pa mentorji so itak hudi, zato so na onih pozicijah. Ob mreženju spoznaš ful zanimive ljudi in imaš dejansko pač, za moje pojme je sama zanimivost življenja toliko boljša, da
se mi zdi urnik že sekundarnega pomena. No. Pa ambicija je, a ne? Pusti nam odprto glavo, tako kot smo bili otroci, pa pač sanjaš, pa je sploh to, je sploh huno. Ne rabiš si pač zračunati, ja pa če bom toliko letos, bom toliko, pa drug let. Ne veš, kaj bo drug let. Ja, Pač, a ne? Sploh smo videli v zadnjem letu, dveh. Ja. Ne veš, kaj bo. Ja. Exactly, no in tako. Glede na to se mi zdi zelo pač odprte glave, razmišljaš, imaš tudi veliko idej, imaš pol idejo, recimo, ko bo to enkrat toliko zrastalo, ali pa če bi to pustila, predvidevam, da imaš še nekaj na lagerju idej, ki bi jih lahko razvijala. Ja, mislim, meni se pač, ja, imam tako mogoče naštelane možgane, da mi klikajo stvari iz tega zornega kota, a ne. Ne vem pa malo odvisno od tega, koliko bo ta naša pot še dolgo trajala, a ne, ker pač je veliko možnosti, ampak si pa želim v resnici eventually, endgame je, da ratam zadosti huda, da bom lahko advisorka, da bom lahko namesto tega, da grem mogoče še eno ali pa še 2 svoji zgodbi razvijati, da lahko pustim svoj pečat v zgodbah drugih, na način, da jim pomagam, ker če bi mene nekdo, ki ne rabi biti še fulcar, lahko je na te točke, ki sem zdajle jaz, pa če bi me nekdo vzel v roke, ko sem začela, bi mi prišparil kakšen let življenja, pa tudi nekaj denarja, pa vsega, a ne. In si želim biti ta oseba pri drugih ljudeh, pa imeti pasji hotel na enem ranču. Ja, v resnici, ne. To, kar si pa prej vprašala, lean startup. Vsak, ki se česarkoli loti, naj to prebere, ker obrne perspektivo. Ljudje nismo tako navajeni in je pač biblija za karkoli delati, po mojem mnenju, no. No, se tudi pri nam Vatrge, college, to je čim prej sprobi, zato da greš lahko. Ali nadaljuješ pot, ali pa pivotiraš. Pa manj boli. Ja. Zavrnitev manj boli, če si v to dal 2 meseca, kot če za 2 leti. In zato bolj realno testiraš in zaradi tega dobiš boljše rezultate. Sami plusi so. Super. Hvala ti za obisk. Ja, hvala tebi. Pa seveda čim več uspeha še naprej. Hvala.